Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman in sem coach za ženske. Ženskam pomagam, da začutijo svojo resnično vrednost in da imajo več energije in so na ta način lahko srečne v čudovitem partnerskem odnosu, ki jim pripada. Danes bi želel povedati par stvari o odpuščanju. Zakaj sploh odpuščanje? Vsi smo že bili v situaciji, kjer smo nekaj naredili narobe ali v odnosu do neke osebe. In potem, ko naredimo nekaj narobe, se nam pojavi občutek krivde. Krivda je v bistvu neke vrste senzor, ki je pač normalen, del našega organizma, del našega delovanja. Krivda je senzor, ki nam pove, da smo nekaj naredili narobe. Ampak problem je v tem, da mi ostanemo v tem občutku krivde. In odpuščanje je pot do svobode. Da sprostimo negativno energijo, s katero se povežemo, ko smo v občutku krivde, in ta negativna energija nas potem paralizira vedno bolj. To pomeni, odpuščanje je pot do svobode. In danes želim podeliti z vami 3 korake na poti do odpuščanja. Prvi korak je, da mi odpustimo drugi osebi ali situaciji. Pač situacija se je zgodila, ker na nek način se je morala zgoditi. In naša naloga je, da se v tej situaciji naučimo in gremo naprej. V situaciji smo bili, v situaciji smo se znašli, ker smo pač potrebovali tako izkušnjo. Drugače se ta izkušnja ne bi zgodila. In prvi korak je, da mi odpustimo tej osebi, ki nam je to naredila, oziroma bila vključena, oziroma da odpustimo, da se je sploh ta situacija zgodila. In ker vemo, da je vse v redu, potem gremo lahko naprej. Drugi korak je, da prosimo za odpuščanje druge osebe. To pomeni, da nam druga oseba odpusti. Zagotovo pač, ker v tej situaciji ponavadi so vključene osebe, se je zgodilo marsikaj. In dejansko na ta način osvobodimo ta odnos z drugo osebo. To ne pomeni v glavnem, da mi gremo do te osebe in jo prosimo odpuščanja. Včasih lahko tudi, odvisno od situacije, ampak bistveno je, da mi te stvari uredimo energijsko. In ko prosimo odpuščanje druge osebe, potem se spet energijsko osvobodimo. In tretji korak je, da odpustimo sami sebi. To je ponavadi najtežji del. Tolikokrat smo že bili v neki situaciji, tolikokrat smo že neke stvari naredili in te stvari se nam nabirajo. In zelo težko je, najtežje je odpustiti sebi. Le zakaj sem moral to narediti? Ampak moramo zopet razumeti, da te stvari smo naredili zato, ker pač nismo imeli znanja, ker nismo znali drugače, ker če bi znali drugače, potem bi drugače naredili. In tretji korak je, da prosimo za odpuščanje sebi, da odpustimo sami sebi. To pomeni, 3 koraki so, da prosimo za odpuščanje druge osebe, prosimo za odpuščanje, da druga oseba odpusti nam, in tretji korak je, da odpustimo sami sebi. In to je proces, ki ga moramo ponavljati, dokler je ta negativna energija prisotna. In skozi ta proces se vedno bolj osvobodimo. Tako da, to bi bilo za danes. Ne pozabite, postavite sebe na prvo mesto, začutite svojo vrednost in začnite živeti polno življenje. Do naslednjič vas pozdravljam.